Imamo še pa glavno bučo, najtežjo živela snik. To moram prebrati. Torej, Velguni oziroma Turin Tatjana, bom prosil, če pride po nagrado. Evo, eno zalivalka za boljše zalivanje, špegli, rokavica, pa še ena majčka iz Lagerhofa. To pa za tako največjo bučo čestitamo in seveda upamo, da drugo leto še tudi. 49 kg je težka zmagovalka, ne? Kako ste jo spravili sem? Moja sestra je bila šoferka, jaz pač sem kasneje prišla. In je bilo težko verjetno tako spraviti s polja? Smo jo dvigovali 3 doma. Samo ena je tako velika zrasla? 200 bile, samo ta je bila največja. Pa najtežja? Tisto nismo vagali doma, to smo kar, kako bi rekel, spontano pripeljali. Kaj pa se zdaj prvič tekmujete, prvič taka velika buča zrasla ali že? Ja, prvič je bilo to, ker to moji dečki kosijo doma, pa to na en kup travo zapeljajo in potem smo na zadnji 2 sadiki in potem je zrasla ena buča. Dar jeseni kot sama prireditev, že ime pove, da je posvečeno jeseni, ki zdaj še intenzivno prihaja, nekaj poljščin pa tega smo že pobrali in tudi nekaj največjih pridelkov je bilo danes prikazanih tukaj. Nekaj jih je še žal v zemlji, ampak smo malo pohiteli, ker potem so trgatve in ljudje nikakor ne utegnejo več priti na našo vas. Danes pa vidimo, da je veselo, poleg tega tudi srečanje kluba traktorjev IMT, ki ga imamo tukaj, letos 24 traktorjev in seveda veseli smo, da se pripeljejo čez našo vas in potem takole poskrbijo za dobro vzdušje. Med poljščinami so danes je bilo največ prijavljenih buč, največja je tehtala skoraj 50 kg. Skoraj 49 kg. Ponavadi je tako, da največ prinesejo ljudje buč. Ponavadi smo še imeli kak lep krompir, ki ga pa letos žal ni. Paradižniki so neki, niso pa ravno rekorderji. Tudi imeli smo krmno peso, tako da nekaj je bilo, ampak seveda letos malo manj pridelkov. Tudi pozna se, kmetije v naši vasi so večinoma v stagnaciji, torej pravzaprav ne pridelujejo več veliko poljščin in seveda temu posledično je tudi pridelkov manj. Ti traktorji, to so traktorji, ki ga obožujemo. Danes ni to je bil prvi traktor, ki je začel v Sloveniji delati. Kmetijska zadruga Poljčane, Slovenska Bistrica, so bili prvi te Fergusoni, ki so začeli delati z oranjem, tudi kmetom so pomagali. Danes je pa to že tradicija, tudi da s tem traktorjem delamo promocijo, kao stari Ferguson IMT. In v nekateri, bom rekel, mnogo od teh je še zdaj vredni uporabi na kmetijah. Ti traktorji so vsi v uporabi, zelo dobri traktorji. Tudi tako vidite tega, to je bil restauriran traktor in vsi traktorji še danes delajo. Kar so zelo pomembni, tudi pri obračanju pa vse, ker so lažji traktorji, lažje se dela, niso pa za težka dela več. Kako je povoziti en taki star traktor in kako star je pravzaprav ta tvoj? Star je okoli 50 let, ne vem točno številke. Je pa, to je edini traktor, ko sem ga dejansko vozila, tako da... V življenju? Meni, ja. Sem probala druge tudi, ampak tam je že tako na roko pisano. Drugače praviš, da ga ne voziš samo na taka srečanja, kot je današnja, ampak tudi sicer je v uporabi? Tudi delam z njim. Delovni stroj? Tako. Kaj se najpogosteje pokvari? Zdaj se ni še nič pokvarilo, odkar delam z njim. Aha, tako da tudi, pa verjetno ga tudi paziš, ne? Ja, definitivno. Imate doma kmetijo? Ja, imamo 3 konjčke, pa kokoške, to. Ampak traktor pa opravi tisto, kar živali ne morejo, ne? Tako. Kako pogosto je v uporabi, ko je sezona verjetno konstantno ali verjetno ni edini, ne? Poletje skozi, je edini pri hiši. Ja, poletje skozi v uporabi, po zimi pa, ko je treba gnoj odpeljati.
Za vsakega malega kmeta pa to je najbolj aktualen ta traktor. Kar večji kmet ima že večje traktorje. Zdaj sodobnih je težko tudi popravljati, tukaj verjetno lahko človek marsikaj sam naredi. Ja, to so traktorji, ko nucaš kleše, šafu, cige, pa drot, pa ga lahko popraviš. Kar so pa sodobni, pa prije računalnik, pa že prije čipi, pa to že mora biti kaj tako, da plača. Ne? To so pa traktorji, ki lahko že vsak sam popravi, ja, dejansko. So kakšne težave s rezervnimi deli že? Ne, bili so, ampak do zdaj, tako ta traktor, ko vidite, je, vse se dobi. Vsi rezervni deli, pa vse, tako da ni problema za rezervne dele.